Nakupovalno središče Europark tukaj za nami je s 1. januarjem precej otežilo parkiranje voznikom, ki so se zanašali na brezplačna parkirna mesta, voznikom, ki so prihajali delati v Maribor. Morali so se znajti drugače, po svoje, nekaj jih je našlo, bom rekel, kratkotrajno parkirišče tukaj pri bližnji trgovini, kamor se pripeljejo, ker lahko za 2 uri brezplačno parkirajo in gredo po pravkih. Kaj pa ostali, ki morajo ves dan pustiti avto v Mariboru, šli smo naokrog in pogledali, kje parkirajo. Zdaj tu na parkirišču pri Lidlu pravite, ne bi bili, če bi Europark že bil odprt, ne? Ja, ne bi bilo, ne. Kaj vam je to fejs povzročilo težave, ta zamik 1 uro, ki vas ne odpira? Ja, je kar precej to, ne. Odkot ste doma? Tu iz Maribora. Ampak vseeno v mesto, ko je treba iti, ste verjetno izkoristili tam brezplačno parkiranje. Ja, to pa sem, ja. Tudi če sem mogla hitro do zdravnika, do bolnice, skočiti sem tam parkirala, pa šla peš do tja, ne. Ja, parkirna hiša tam pri bolnišnici. So precej drago to, ne. Ja. Zdaj tukaj pri Lidlu pa kaj listek je bilo treba vzeti, zdaj greste po pravkih, pol pa še nakup? Ja, zdaj grem hitro tu, samo se naročiti, pa grem še v trgovino, pač, ne. Združite prijetno s koristnim? Združite, pa ja. Listek sem mogla vzeti, ja. Kaj pa sicer v Mariboru parkiranje je težavno, ali se znajdete? Brezplačnih parkirišč ni veliko. Precej je težavno, ponavadi grem na kupe tam, kjer lahko parkiram, ne. Pol pa še zraven čez. Mercator center, ki ima spodaj, ali pa take, ne, trgovine bolj, kjer pač lahko parkiram. Za opravke pa tudi poiščete nekje kaj blizu, verjetno, ne? Ja, ali pa moram pač plačati, če drugače ne gre, ne. Iskanje prostega parkirnega mesta v Mariboru, predvsem v dopoldanskem času, se pogosto izkaže za Sizifovo delo. Tudi nekdo, ki je pripravljen plačati od 35 do 95 evrov, toliko stane mesečni najem parkirišča, bo pogosto naletel na zaprte zapornice, bi lahko rekli. Kar 14 od 20 parkirnih hiš in parkirišč, s katerimi smo se povezali, nam je odgovorilo, da nimajo za abonente prostih parkirnih mest.